Ja, torej lep pozdrav iz Ormoža. Sem z zanimanjem poslušal ta današnja predavanja, slišal mnogo novega. Veliko se dela na teh naših čebeljih proizvode in upam, da so tovrstne okrogle mize, videokonference ali kakorkoli že temu rečemo, tudi priložnost, da bo tudi v bodoče veliko dela na tem področju. Torej, jaz sem za današnjo predstavitev bil povabljen, da predstavim temo, ki sem jo obdelal v okviru letošnjega tečaja, lanskega tečaja apiterapevtov, in je celotna ta moja tema tudi opisana v knjigi, ki jo je malo prej predstavil gospod Pušnik. Torej, spregovoril naj bi o inhalacijah v apiterapiji, ki so seveda pomembne ravno v tem jesensko-zimskem času in bodo marsikomu tudi pomagale in se bo marsikdo tudi tega se že ali pa se bo posluževal v bodoče. Sam moram reči, da je verjetno inhalacija ena od najstarejših načinov zdravljenja dihalnih poti. Gre za to, da se pač s pomočjo dihalnega sistema vdihuje plin ali pa pare različnih aromatičnih substanc, ki na takšen način pridejo globoko v pljučni sistem in pomagajo pri različnih oblikah, bodisi vnetnih, alergičnih ali pa tudi kakšnih drugih obolenj dihalnega sistema. Torej, če govorimo seveda o apiterapiji, v apiterapiji uporabljamo čebelje proizvode v ta namen. V prvi vrsti, kot so danes že bili tudi omenjene, se pravi med, potem propolis, ki ima široko uporabo v sami apiterapiji, in pa seveda tudi vosek, medtem ko neke druge čebelje proizvode lahko tudi se primeša v zdravljenju v te inhalacijska sredstva, ampak tiste seveda veliko manj. Poleg teh čebeljih pridelkov pa se lahko uporabljajo in dodajajo tudi kakšni drugi, bodisi prirodne ali pa sintetični pripravki, in tega je danes pravzaprav v naši farmaciji ena široka paleta. Torej, inhalacijo v širokem pomenu besede pravzaprav vsi poznamo. Veliko ljudi je kadilcev in s tem pravzaprav inhalira tobačne proizvode, nekateri tudi kakšne halucinogene substance in tako naprej, ampak to je sedaj druga tema. Danes naj bi torej govorili o apiterapevtskih proizvodih v inhalacijske namene. Torej, naj nekaj povemo o samem pljučnem sistemu. Torej, pljuča so v fetalnem razvoju zaprta vse do poroda. Se pravi, vse do poroda ni v pljuči zraka. Z prvim vdihom po porodu pa se pljuča napolnijo in ostanejo potem elastično razprta vse do zadnjega, bi rekel, vdiha in izdiha, s katerim se tudi največkrat naše človeško življenje zaključi. Pljuča imajo tudi svoj krvožilni sistem. Prvenstveno so namenjena temu, seveda, da v pljuči se izmenjujeta kisik in pa ogljikov dioksid. Se pravi, kisik prehaja iz področja višje koncentracije v področje nižje koncentracije, to je v kri, kjer se veže na hemoglobin, in pa ogljikov dioksid obratno. Sam seveda sistem se začne z vdihom skozi nos ali pa usta. Pravilno je seveda dihati skozi nos, ker se dihanje skozi nos pomeni, da se zrak bolj navlaži, bolj se greje, že z tem bolj do pljuč prečisti. Živali praviloma, skoraj vse sesalske vrste dihajo skozi nos, medtem ko pa ljudje dostikrat tudi zaradi različnih ovir v nosni votlini uporabljamo usta, predvsem pa, kadar zbolimo, seveda velikokrat dihamo tudi skozi usta.
Zrak potem potuje skozi žrelo v grlo, kjer je sapnik, po katerem zrak pride v pljuča, se po dve bronhialni veja razprostre v številne bronhiole, to so te manjše bronhialne veje, in na koncu konča v končnicah, ki jih imenujemo alveole. Te alveole izračunali so, seveda anatomije, fiziologi, da so velike tam do 0,3 mm in da jih nek pljučni sistem normalnega človeka ima zelo veliko, tam nekje okrog 300 milijonov teh alveol. Torej, to je, če bi, prav tako kaže izračun, če bi razprostrli vse te alveole na neko površino, bi dobili praktično površino dveh rokometnih igrišč. Tako velika je pljučna površina, na kateri poteka ta izmenjava kisika in pa dušika, kot sem prej omenil. Vsa ta sluznična pot do alveol je seveda pokrita z sluznico, z epitelnimi celicami, ki proizvajajo sluz. Kot že rečeno, se zrak na tej poti tudi segreva, vlaži, imajo pa te epitelne celice tudi migetalke, s katerimi nenehno utripajo proti grlu in na tak način fizično odstranjujejo potem to sluz iz tega bronhioalveolarnega sistema oziroma iz pljučnega tkiva. Pri teh procesih velikokrat pomaga, ko pride do intenzivnejših reakcij zaradi različnih vnetij in pa podobnega, kar je danes že bilo zelo obširno v tem seminarju opisano, pride do tega, da se sluz izloča obilneje in da potem pomagajo pljuča oziroma sama diafragma z kašljanjem in pa tudi z kihanjem obširneje ali pa bolj intenzivno izločati to sluz iz samih pljuč, da so pljučne poti čiste. Ta sluz se nekako premika po teh sluzničnih površini, po teh epitelnih celicah z hitrostjo približno 1 centimetra na minuto, tako da je pravzaprav to dogajanje v pljuči zelo intenzivno. Zdaj, kar se tiče delovanja in pa prehajanja kisika v kri in pa obratno ogljikovega dioksida iz krvi nazaj v pljuča, je treba povedati, da je ta stena med alveolami in pa krvnimi žilami izredno tanka. Na podlagi ozmotskega pritiska ali pa parcialni tlak, ko se vodi ta prehod in enako kot prehajajo kisik in pa ogljikov dioksid, tako seveda prehajajo tudi nekatere druge substance, ki jih potem seveda vdihujemo skupaj z zrakom. Zato se pravzaprav tudi uporabljajo te aromaterapevtske substance oziroma, kot sem že prej omenil, v sami apiterapiji pač čebelarske proizvode. Zdaj, sam vdih povprečnega človeka je tam nekje okrog 500 ml zraka, globok vdih lahko več, tudi 2 do 3 litre zraka, torej govorimo o nekem recimo organizmu, 75 kg težkem, recimo moškem, to pač odstopanja med velikostjo človeka, potem med spoloma in tako naprej. S tem, da v pljuči vedno nekaj zraka tudi zaostaja, tam od 1 do 2 litra, in tisti zrak seveda ima dalj časa na razpolago, da se te substance med krvjo in pa med dihanim zrakom torej izmenjajo. Različni mikroorganizmi, kot so bakterije, virusi, potem tudi razne kemične substance lahko povzročajo seveda na te
sluznica vnetje in če prihaja do vnetja, potem se sproži ves obrambni organizem, torej obrambni organizem z več izločanja sluzi, obrambni organizem z tem, da z krvjo pridejo na mesto infekta obrambne celice, kot so makrofagi, limfociti, ki takoj dajo sporočilo, da se naj začnejo proizvajati protitelesa proti tem mikrobnim agensom. In takrat je seveda zelo pomembno, da telesu, ki je na takšen način oslabljeno, pri tem pomagamo. Zdaj, če govorimo o inhalacijskih pripomočkih, potem je potrebno povedati, da danes obstajajo kot sredstva, s katerimi lahko te čebelje produkte spravimo bodisi v plinasto ali pa parno obliko. Veliko, to so različni difuzatorji, ki lahko delajo tako, da hladne raztopine razbijajo na aerosolne delce. Seveda je velikokrat še bolje, da se to počne na toplotni osnovi, kajti poleg tega, da toplota močneje omogoča izparevanje substanc v molekule, povzroča tudi to, da kot toplota deluje na same služnice celice oziroma na celotno pljučno tkivo in to še bolj pospeši krvotok skozi sama pljuča. Torej, razen teh difuzatorjev poznamo tudi lahko čisto klasične načine, kot je sedaj ta, ki je prikazan na sliki, da pač uporabimo neko grelno telo, v vodo damo eno od sredstev, bodisi med, bodisi propolis, bodisi vosek, se enostavno pokrijemo z brisačo in to potem se segreva, se vdihuje. Tako vdihovanje bi naj trajalo približno 20 minut, to bi naj počeli morda do 2 do 3 krat dnevno, 20 dni, ampak zaradi antibakterijskega, se pravi baktericidnega, protivirusnega, potem tudi zmanjševanje senzibilnosti, bi po taki inhalaciji se takoj občutilo olajšanje v samem dihanju, lažje izkašljevanje, ker pa poleg, kot sem že rekel, kisika prehajajo v epitelne celice, pa naprej tudi v kri molekule drugih substanc, pa je to seveda tudi kot pripomoček k temu, da je tkivo odpornejše, da se sam obrambni organizem v samem telesu ojača na lažji način, da deluje močneje in da je posledica pač tega omilitev same bolezni oziroma prejšnje ozdravljenje ali pa, če delujemo preventivno, celo to, da do obolenja ne pride. Eden od načinov vdihovanja je tudi lahko, kot tukaj piše, inhaliranje preko cevk, torej to največkrat uporabljajo v bolnišnicah, že pri bolnikih, ki recimo ne morejo dihati, da jim stavijo cevke v nos in potem priključeni na inhalatore, prisilno, se pravi, vpihujejo oziroma pomagajo povečati pritisk pri samem vdihu, da pride več zraka oziroma zrakom tudi več tistih dihanih substanc, v našem primeru bi spet rekli v apiterapiji čebeljih proizvodov. Eden od načinov, ki se v zadnjem času, ne v zadnjem času, uporablja, je prikazana sliki, to je dejansko vdihovanje zraka iz samega čebeljega panja. V čebeljem panju so mnoge substance, zdaj danes je bilo že omenjeno, da vsebuje med, ne vem, različne vrste medu poznamo, ampak analizirali so v teh različnih vrstah medu tam do 300 različnih substanc, ki so sestavina meda, seveda v prvi vrsti so to ogljikovi hidrati oziroma monosaharidi sladkorji. Poleg tega pa seveda tudi so v medu hormoni, encime, potem fermenti, beljakovine. Zelo pomembne so aminokisline za sintezo beljakovin v naše organizme,
potem lipidi, minerali in pa voda. Potem v propolisu, če ga uporabljamo kot inhalacijsko sredstvo, so zelo pomembne sestavine, prav tako kot v medu je bilo ugotovljeno do 300 različne snovi, poleg smol, balzamov, eterični olj so zelo pomembne flavonoidi in pa druge fenolne kisline, ker delujejo zelo antioksidativno, torej pobirajo proste radikale po organizmu v krvi in tako zmanjšujejo sam vnetni proces. Namreč pri vnetnem procesu v vseh tkivih, posebno pa če govorimo o pljučnem tkivu, ravno tako pride do tega, da se stene odebelijo in potem težje prehaja kisik, pa tudi ogljikov dioksid skozi te odebeljene stene v alveolah, v kapilare in tako se celotni organizem slabše oskrbuje z kisikom. Sedaj recimo, ko smo priča tej situaciji z koronavirusom, vidimo, da morajo marsikaterega bolnika priključiti celo na respirator, da mu s pomočjo aparatur dodajajo več čistega kisika in da na takšen način poskušajo rešiti bolnika. Gre pač za to, da je prehajanje kisika iz pljuč v samo tkivo, v kri, kjer se kisik veže na hemoglobin oziroma na železo v hemoglobinu, zelo otežkočeno. Tudi vosek je zelo bogat z različnimi substancami, gre največkrat za estre nenasičene maščobne kisline, potem za proste maščobne kisline, karotinoide, vitamine, aromatične in mineralne snovi. Torej, v teh čebeljih proizvodih je ena široka paleta različnih substanc in v postopku inhalacije se te snovi pretvarjajo v molekule in te molekule ne samo, da jačajo same epitelne celice v sluznice pljučnega tkiva, prehajajo tudi v telo, skozi kri potem potujejo po celotnem telesu in tako pomagajo k večji odpornosti, pomagajo k temu, da organizem prej premaga obliko infekcije. Omenjeno je bilo, da tudi lahko z izparevanjem teh čebeljih preparatov, največkrat je to propolis, ki je tudi najširše v te namene uporabljiv, da lahko zelo intenzivno čistimo prostor, če recimo damo mešanico raztopine propolisa v vodo in to na neko ogrevalno telo, ker to hladi v prostor, lahko znižamo število mikrobov tudi do 80%. Zelo priporočljivo je recimo poskusiti z inhalacijami pri otrocih. Zakaj pri otrocih? Še zlasti pri otrocih, zato ker so pri njih te prehodne poti od bronhiolov, bronhov in pa do same alveol v pljuči zelo majhne, te poti so ozke in tam povečana sluz zelo hitro lahko zapira te tanke prehode, tako da je z inhaliranjem jim zelo olajšano izločanje teh produktov, ki so proizvod vnetja oziroma alergij in na takšen način potem jim pomagamo pljučam, da se lažje tega obranijo. Zdaj, bolezni, pri kateri pridejo te inhalacije v poštev, so v prvi vrsti astma, potem bronhitis, laringitis, bronhiolitis, pneumonija, torej pljučnica. Za astmo vemo, da je to oblika bolezni, kjer se zaradi skrčenja bronhiolov in pa odtekanja njihove sluznice znatno zožijo dihalne poti. Sicer danes proti astmi poznamo številna zdravila, ki se uporabljajo v obliki raznih pumpic za brizgavanje aerosola v dihalne poti z vdihavanjem.
ampak se pravi inhaliranje čebeljih proizvodov pa je nek način zdravljenja z prirodnimi substancami, za katere danes lahko že cel dopoldan poslušamo, kako so pravzaprav dar narave in kako so sintetične substance pravzaprav posnetek teh prirodnih substanc, ki jih je narava skozi milijone let ustvarila sama in jih ponudila tudi človeku za njegovo pomoč, za hitrejše okrevanje, torej vse v smislu boljšega zdravja. Zdaj, če samo še omenim nekaj nasvetov, ki so v tej knjigi, kot sem že prej povedal, opisane in jih je tam možno najti, se pravi inhalacija z medom s pomočjo aerosola. Torej za aparat se pripravi 20–30% raztopina meda. Med je lahko različen. Res je, da je med medovi razlika, da je morda res v naših razmerah najboljši kostanjev ali pa gozdni med, ker ima največ teh encimov, feromonov, mikroelementov in tako naprej. Ampak so uporabni tudi drugi medovi. Terapija traja 15–20 minut zjutraj in zvečer in to počnemo 15–30 krat in na takšen način je med zelo učinkovito sredstvo v borbi proti vnetju sluznic dihalnih poti. Sam moram reči, da sem učinek meda čebelarim že približno 40 let in čebelariti sem v glavnem začel zaradi meda. Nisem si predstavljal, da bi še kakšne druge proizvode, ob tem seveda, če čebelariš, imaš takoj tudi na razpolago vosek, ker moraš menjavati satnice, potem vedno se pojavi tudi kot stranski, ne kot stranski, ampak proizvod v panju propolis, če ga hočeš pač zbirati. No, sem učinek meda uporabil v svoji obliki nespečnosti, ki me spremlja pravzaprav že od študentskih let. Dolga leta, kljub temu, da sem bil čebelar, nisem vedel, kako močen je učinek, če recimo ne moreš spati ali pa če se po noči po uri, dveh spanja zbudiš in več ne moreš zaspati, če popiješ pol kozarca tople vode in v tem pol kozarca primešane ene velike žlice meda. Tisti, ki so diabetiki, si tega žal ne morejo privoščiti, ampak tisti, ki imajo normalni metabolizem glukoze, pa lahko na takšen način to poskusijo. V glavnem pri meni je učinkovalo, jaz sem po takšnem popitju močne doze meda potem ponovno zaspal. Se pravi, veliko energije medo in tudi drugi substanci je enostavno pomirilo živčni sistem do te mere, da je se ponovno sprostilo zadosti spalnega hormona in da so možgani pomagali zaspati. Med ima poleg svoje te energetske značilnosti tudi okoli 50 različnih eteričnih olj, zato med zelo olajšuje kašelj, pomirja pljuča ter s tem, kot sem že večkrat rekel, olajša dihanje. Zdaj, kot že rečeno, inhalira se lahko s pomočjo naprave, bodisi ultrazvoka ali pa različni aparatur, ki dispergirajo to raztopino in jo pretvorijo pač v obliko aerosola. Potem, kar se tiče propolisa, ravno tako torej lahko uporabimo 10% vodno raztopino propolisa ali pa 5–10% vodno-alkoholno emulzijo propolisa. Zdaj, propolis bi lahko inhalirali tudi kot prah, enostavno tako, da bi ga približno 1 gram propolisa 3-krat dnevno vsrkali sebe, tako delujejo tudi nekateri
pripomočki za preprečevanje astme, v katerih je v tubah shranjen pod pritiskom prah, tako bi lahko tudi inhalirali propolis. Seveda moram pri tem opozoriti, da je treba biti zelo previden na možnost alergije. Torej 1 do 2% ljudi sta lahko vedno alergična predvsem na beljakovine, ki so prisotne tako v medu kot v propolisu, in zato je v redu, da se naredi pač preizkus, proba, in da se to nekako prepreči, da ne bi prišlo do alergije. Tretma je prav tako 20 minut, enkrat do dvakrat dnevno, in to delamo 15 do 20 krat. Tak način inhaliranja propolisa, moram sam reči, probal sem na sebi, je zelo učinkovit pri akutni ali kronični nespecifični obolenji dihalnega sistema, kot so rinitis, sinusitis, tonzilitis, faringitis, traheitis, se pravi bronhitis, vsa ta vnetja te sluznične poti. Torej, to so latinski izrazi, ki pomenijo pač od zgornjih dihalnih poti pa vse do najnižjih, torej do alveoli. Največkrat seveda naredimo, najbolje narediti tako, da damo nekaj kapljic tinkture propolisa, tam 30 kapljic v vodo tik pred zavretjem. In ko voda zavre, to pač enostavno vdihujemo. Lahko seveda uporabimo tudi propolis in med istočasno. Vedno je dobro, če ob terapiji z inhalacijo kateregakoli mednega proizvoda, med tudi uživamo. Torej, da dnevno 100, 150, 200 gramov meda, ne naenkrat, ampak v parih obrokih, 5-6 krat, da tudi med peroralno zaužijemo. Takrat bo učinek še boljši. Kot sem že rekel, ob tem, da se te substance v obliki molekul sproščajo v pljuči in prehajajo v kri, deluje na samo sluznico zelo učinkovito tudi toplota. No in še inhalacija z voskom. Torej v posodo z voskom, to lahko damo v drugo posodo, ki jo potem segrevamo, tako da segrejemo na 100 stopinj, vosek potem začnejo te substance iz voska izparevati, ravno tako 15 do 25 minut, 15 do 20 krat. Temu lahko seveda dodamo, če želimo še večjo učinkovitost, tudi nekaj propolisa, recimo 80 gramov voska, 20 gramov propolisa. Taka inhalacija deluje zelo antibakterijsko in pa hiposenzibilitativno in bronhiolitično. Torej, razkraja, raztaplja tisto gosto sluz, ki se nabira v bronhi, in tako se zagotovi lažje in pa boljše izkašljevanje. Naj omenim še samo morda za konec astmo. Uporabljajo se aerosolne, ultrazvočne ali pa parne inhalacije z 20 do 30% raztopino meda. Delamo po 2 inhalaciji dnevno, po 20 minut, 20 do 40 dni. Istočasno je tudi tukaj priporočljivo jemati določeno količino, 150-200 gramov meda v parih obroke. Lahko pa tudi uporabimo inhalacijo z 15 do 20% propolisa. Inhalira se prav tako 3-krat dnevno, tam do 20 dni. Vedno pa je treba povedati, da je treba uporabiti kvaliteten propolis, tisti propolis, ki bi ga dobili v panju, ker smo, izvajali zdravljenje proti varozi z različnimi kemičnimi sredstvi, seveda za tovrstne primere ni primeren. Tako da pri tem je treba paziti, da je pač v uporabi za apiterapijo predvsem uporabljen tisti med, ki ni, tako rekel, okužen, onesnažen z temi sredstvi proti varoji. Danes je namreč varoza velik problem. Se jaz prej omenil, da sem začel čebelariti pred 40 leti, takrat tega problema seveda ni bilo.
Torej, tako kot za astmo, seveda velja to tudi za vse ostala vnetja. In da samo še zaključim, torej se pravi vnetja v pulmonalnem sistemu. Samo še da zaključim, inhalacije z čebeljimi proizvodi blagodejno delujejo pri težavah v dihalnem sistemu. Zmanjšujejo bolečino, lajšajo kašelj in pomagajo pri splošnemu boljšemu počutju. Včasih jih uporabljamo tudi v kombinaciji z ostalimi zdravili. Sluznica dihal je tako odpornejša in organizem lažje in prej premaga različne izvore bolezni, torej razne oblike vnetij. Torej jaz priporočam, da tisti, ki imajo možnost, da se teh načinov in tega oblik pomožne terapije, če temu tako rečem, poslužujejo. In danes je, kot je bilo že povedano, veliko tudi teh apiterapevtov že usposobljeni, ki vejo pri tovrstnih terapijah svetovati, ki vejo pomagati, in jaz sem prepričan, da če se bodo ljudje na njih obrnili, da bodo tudi z veseljem pomagali. Toliko z moje strani. Jaz sem pač predstavil ta moj zapis, ki sem ga prispeval v ta apiterapevtske nasvete. Nisem pa neki profesionalni predavatelj, tako da ne treniram v tej smeri in se opravičujem, če nisem najbolj tekoče tega izpredaval. Hvala lepa.